To so občutki, ki ne pridejo kar tako. A veš, ne čakajo za vogalom, pa rečejo: "Ej, starja, se boš usedel enega 40 let starega BMW-ja, pa ga malo pelil." Res je? Naša pumpa tako pumpa, nobena pumpa tako ne pumpa, kot naša pumpa. Se ne vem, če se bo zdaj dobro videl, ampak tukaj je mi en šravfok dol padel, ki mi sprednjo strehco drži in sem stravo zavezal. Ne še kdo reče, da nisem handyman. Čas za en kratek intermeco. Tilen Šušteršič, stari, vse najboljše za 21. rojstni dan. Čakaj, komotar, kako si pa to vedel? Tilen, deva takole reči. Tvoja punca je carica. Zdaj bi bil pa počas že čas, da jaz povem, kaj sploh počnem danes. Veš, taka medgeneracijska srečanja so zelo pomembna. Zato, ker potem lahko ampak res lažje razumeš, zakaj so eni sodobni avtomobili takšni, kot so. Ne samo zakaj tako izgledajo, zakaj pa kako se tako peljejo, pa kaj vse stoji za tem, da se je lahko zgodil en tak trenutek, pa tak avtomobil, kot je BMW M2. Ok, takole, sploh ne vem, kako ne razložim, koliko vesel sem, da ga bom pelil. Ups, Tomažin tega nisi videl. Se ne da ta avto ful gre, ampak občutek že po prvih 100 metrih je edinstven. Pa ne samo zato, ker je ta avto star, mimogrede letnik 73 je. Ampak z vsakim prevoženim metrom čutim, pa boljše razumem, zakaj so sodobni BMW-ji, predvsem tisti športni kupeji, takšni kot so. Da so agresivni, da so taki, a veš, žmohtni. Ker ne, da zdaj vse skupaj še malo boljše razumem, še veliko bolj vesel sem. To so občutki, ki ne pridejo kar tako. A veš, ne čakajo za vogalom, pa rečejo: "Ej, starja, se boš usedel enega 40 let starega BMW-ja, pa ga malo pelil." Res je? In tudi razumem Blaža, zakaj o tem avtomobilu govori kot o svojem otroku. Jaz sploh ne morem nehati smeti. Ne, res. Drugače pa, če bi o tem BMW-ju 2002 radi izvedeli več, majčkeno počakajte, zato ker bom za Siol pripravil eno tako zelo zanimivo zgodbo, v bistvu reportažo o primerjavi tega avtomobila z BMW-jem M2. Ja, se sliši M2 od spredi. Rap! Evo, zdaj pa nazaj do novega. Če misliš, da je čuden občutek, imaš prav. Ker se usedeš iz avtomobila, ki jih ima 40+, z ročnim menjalnikom, pri katerem je vse treba početi krepko pa odločno, v avto s samodejnim menjalnikom, ki je čisto nov praktično, je vse skupaj zelo tako, kot bi bilo s putrčkom premazan. A veš, na easy pa mehko. In pol ta prva stvar, ki narediš, je, da gas preveč pohodiš, ta druga stvar, ki narediš, je, da žlajfa preveč stisneš. Ta tretja stvar, ki jo pa gotoviš, je pa to, da BMW M2 pa BMW 2002 govorita isti jezik. Če vas sranje stran pomečeš, vso udobje, pa vso napredno tehnologijo, prideš do enega tacga zelo golega bistva. To je pa veselje v vožnji. Pač strokovnjaki za športna vozila, inženirji, oblikovalci, vsi tisti, ki so imeli karkoli zraven, ko je ta avto nastavil, pa ne samo pri BMW-ju, pri Audiju, Porscheju, Mercedesu, vsi ti ljudje morajo, ko delajo nov avto, upoštevati tudi zgodovino. To nov avto sam še oplemeniti. Ja, to sem hotel povedati. Pa mislim, da je to vse.